Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Letošnja sezona pobiranja oljk je znova pokazala, kako pomembni so trud, znanje in prilagajanje nepredvidljivim razmeram. V oddaji bomo spoznali družino Lisjak, ki že več generacij svojo tradicijo in inovativnimi pristopi predstavlja zgled sodobnega oljkarstva. Njihova predanost vrhunski kakovosti, skrb za naravo ter ustvarjanje edinstvenih produktov so le nekateri od razlogov, zakaj so postali sinonim za odličnost v svetu oljčnega olja. Z nami je Matej Lisjak delil svojo zgodbo, vpogled v proces pridelave in izzive, s katerimi se soočajo v času podnebnih sprememb. Poglejmo. Sezona pobiranja oljk je letos znova pokazala, kako pomembni so trud, znanje in prilagajanje nepredvidljivim razmeram. Družina Lisjak svojo zgodovino in inovativnostjo predstavlja zgled sodobnega oljkarstva. Poleg vrhunskega oljčnega olja ustvarjajo edinstvene produkte in obiskovalcem ponujajo vpogled v bogato dediščino oljkarstva. Dobro, oljke so bile zdrave, tako da še dan danes, kot vidite, delamo, smo že decembra. Kvaliteta je še vedno visoka, ni bilo muhe, ni bilo nobenega napada, smo imeli pa težavo z izpleni, zelo nizki izpleni. Lahko rečem, da smo letos pridelali približno 3-krat več kot lani. Tako da smo kar zadovoljni z količino. Vremenske razmere so bile ponekod nepredvidljive, kar je vplivalo na neenakomerno dozorevanje oljk. Nekako poleti so trpele sušo, pol je prišlo preveč vode naenkrat, oljke so bile kar naložene, niso dozorevale, še posebej sorta lečino, tako da olivitost je bila letos, bom rekel, rekordno slaba. Za pridelavo vrhunskega oljčnega olja je ključnih več dejavnikov, ki se pričnejo že pri sami skrbi za oljčne nasade. Pomembno je, da so oljčniki na dobri legi z ugodno izpostavljenostjo soncu, kakovostnimi tlemi in mikroklimatskimi razmerami, ki omogočajo zdrav razvoj plodov. Ključnega pomena je tudi način obiranja. Oljke morajo biti obrane previdno in brez poškodb, saj vsaka poškodba lahko vpliva na kakovost olja. Na kakovost najbolj vpliva lega. Mi smo v zelo dobri legi, celo če ne med najboljšimi legami. Zdrava oljka, torej nepopikana, pravilno obrana, nepotolčena, hitro pripeljana do oljarne. In pol v oljarni seveda prav narejena. Nizke temperature, prav naštemano mletje, mlin, čistoča, filtracija, skladiščenje, temperatura, dušik, dosti majhnih faktorjev. V oljkarstvu je narava tista, ki narekuje tempo, saj na vremenske razmere nimamo vpliva. Če so temperature prenizke, oljke ne dozorijo dovolj, kar vpliva na količino in kakovost olja. Po drugi strani pa lahko pomanjkanje vode v ključnih obdobjih rastne sezone povzroči stres pri drevesih, kar se odrazi na manjšem pridelku in nižji oljnatosti plodov. Prav zaradi teh nepredvidljivih dejavnikov oljkarji vsako sezono prilagajajo svoje delo, da kljub naravnim izzivom dosežejo čim boljše rezultate. Dejansko vidimo sami, da narava naredi dosti. Če je zelo toplo, nam malo pomaga po eni strani, ki ni muhe, po drugi strani, kot sem rekel prej, slabo dozoreva oziroma s premalo vode ne naredi svoje. Tako da ta, bom rekel, klima daje svojo vlogo. Družina Lisjak se že več generacij ukvarja s pridelavo oljčnega olja, njihova zgodba pa sega v vasi Krkavče in Puče. Leta 1992 je Franko Lisjak zgradil sodobno oljarno v Šalari, sinova Gregor in Matej pa sta družinsko tradicijo nadgradila s turistično ponudbo, ki danes postaja ključni del njihove dejavnosti. Njuna zgodba se je začela po zaključenem študiju, zatem pa sta se vključila v razvoj družinskega posla. Z natančno nadzorovanimi procesi, ki vključujejo inovativne tehnološke rešitve, zagotavljajo vrhunsko kakovost pridelave oljčnega olja, pri čemer ohranjajo naravne lastnosti in bogat okus svojih izdelkov. Lahko rečem, da oče je bil med prvimi. Mislim, da natančno 4. oljarna na slovenski obali. In od tam smo začeli že nekako inovativno, tako da je bila prva oljarna hladno stiskana na centrifugo, prej so bile na preše.
in od tam naprej smo razvijali in strmeli k odličju in inovativnosti. Kot se vidi v mojem ozadju, trenutno najbolj moderna oljarna na svetu, ima novitete, tako da inovativnost, mešana s tradicijo, enako kakovost. Vedno več oljarjev se zaveda pomena izobraževanja in poglobljenega razumevanja oljk, saj pridelava oljčnega olja ni več osredotočena zgolj na količino, temveč predvsem na kakovost. Hkrati postaja jasno, da vrhunsko oljčno olje zahteva skrbno načrtovanje in stalno izboljševanje procesov. To se odraža tudi na trgu, kjer kakovostna olja pridobivajo na prepoznavnosti, povpraševanje raste, z njim pa tudi cena. Vlaganje v kakovost ni le trend, ampak dolgoročna naložba v ohranjanje dediščine in konkurenčnost na globalnem trgu. Rast oljkarstva pomeni sigurno več dela, boljša kakovost, ker ljudje dajo več na to, se izobražujejo, jim ni več pomembno uno vprašanje, koliko so hitale, koliko so dajale, koliko je bil izplen, ampak že se izobražujejo, kdaj bi mogli pobrati za boljšo kakovost, tako da ljudje vlagajo predvsem v kakovost, cena olja se dviguje, kar pomeni, da so vedno boljši rezultati oziroma boljša olja na tržišču in ljudje so pripravljeni tudi plačati. Letos so v oljarni Lisjak naredili velik korak naprej, da bi še izboljšali procese predelave in zagotovili vrhunsko kakovost svojih izdelkov. Pod svojo blagovno znamko Lisjak vodijo različne standardne kakovosti, med njimi tudi IFS certifikat, ki potrjuje najvišje zahteve glede varnosti in kakovosti proizvodnje. Mi osebno kot brand Lisjak vodimo različne standarde kakovosti, kot so recimo IFS certifikat, kateri ima sigurno vodeno sledljivost surovine, kdaj je bila predelana, kako je bila predelana, kako je bila skladiščena, kako je bila flaširana, napolnjena in pripeljana do končnega kupca. Delamo pa na tem, da bi še to dejansko se monitoriralo elektronsko iz nasada in da se ne bi to dalo ročno spreminjati, tako da bi dejansko to bilo že v nekem sistemu vodeno in monitorirano. Svojim obiskovalcem želijo ponuditi celovito doživetje povezano z oljko in njeno vsestransko uporabo. Poleg vrhunskega oljčnega olja vključujejo v svojo ponudbo izdelke iz oljčnega lesa, naravno kozmetiko na osnovi oljčnega olja in druge sorodne produkte. Hkrati skrbijo za dopolnjevanje svoje ponudbe z lokalnimi izdelki, kot je vino. Njihov cilj je, da vsaka stranka pri obisku doživi pravo oljčno izkušnjo. Želeli smo, da pri nas doživljajo oziroma doživijo eno izkušnjo. Vse, kar je povezano z oljko, z oljčnim lesom, z kozmetiko z oljčnega olja in pol stvari, ki so lokalno povezane z našimi artikli, torej lokalno vino, džin in ostali izdelki. Tako da bi stranka, ko bi prišla sem, lahko izbrala več sorodnih produktov in imela v narekovajih experience. Družina Lisjak se zaveda pomena izobraževanja in prenosa znanja o oljkah in oljčnem olju širši publiki. Zato organizirajo degustacije oljčnega olja, kjer obiskovalcem predstavijo raznolikost okusov, arome in lastnosti svojih izdelkov ter vodene oglede skozi svojo oljarno in oljčno klet, kjer razkrivajo proces pridelave in skrb za kakovost. In načrtujemo v naslednjih letih tudi izgradnjo muzeja, oljčnega muzeja, kjer bojo lahko tudi interaktivno in fizično z starimi stroji videli, kako se je nekoč predelovalo in po fazah, kako je to šlo do evolucije najnovejših strojev. Kot pravi Matej, ne sodelujejo intenzivno z drugimi oljkarji, saj ima vsak svojo vizijo in pristop k razvoju oljkarstva. Verjamejo, da vsak prispeva k razvoju panoge na svoj način, kar omogoča njeno rast in širjenje prepoznavnosti. Kljub temu pa aktivno sodelujejo z različnimi ustanovami zlasti na področju analiz in nadzora kakovosti, kar je ključno za ohranjanje visokih standardov v proizvodnji. Ta kombinacija neodvisnega razvoja in strateškega sodelovanja jim omogoča, da ostanejo zvesti svoji viziji, hkrati pa prispevajo k napredku oljkarstva kot celote.
Njihova želja in motivacija po ustvarjanju novih inovativnih produktov jih žene naprej. Poleg klasičnega ekstra deviškega oljčnega olja družina Lisjak ponuja tudi unikatna olja z dodatki, ki popestrijo okusne izkušnje. Med njihovimi izdelki najdete olja z dodatkom česna, zelišč, limone, tartufov in drugih skrbno izbranih sestavin. Nastajajo z željo do kreiranja nekega novega produkta, torej v bistvu vidiš, kaj manjka, kaj bi pasalo, probaš. Zdaj je lih ta trenutek, vidite, mečejo notri začimbe, 8 istrskih začimb. To smo naredili pred 3 leti. Limona in pomaranča je oče zmislil pred 30 leti. Pol so nekako vsi začeli to, ne bom rekel kopirati, ampak replicirati. Pol smo naredili česen, smo naredili čebulo, smo naredili tartuf, tako da nekako smo pionirji v tem področju. Probamo, poskusimo, testiramo, nekaj ne gre v prodajo, nekaj gre, nekaj se skozi leta pol izboljša, tako da tu je vedno neko strmenje k izboljšavi. Prizadevajo si tudi za trajnostno delovanje, zato vse ostanke, ki nastanejo pri predelavi oljk, v oljčno olje skrbno izkoristijo. Delujejo po principu no waste, kar pomeni, da nič ne gre v nič. Smo imeli pred kratkim tudi neke teste z univerz. Zdaj trenutno lih zunaj nalagajo Tropine, ker delamo dodaten test za en stroj, ki naj bi na licu mesta stvar posušil oziroma naredil oglje na licu mesta, katero bi bilo pol primerno ali za gretje ali za gnojenje. Listje za biološke čaje oziroma infuzije porabljene v medicini, pa te hrano za živali, vodo za bioplin, tako da imamo fully recycled, no waste olive meal. Največji izziv pri pridelavi oljčnega olja je zagotavljanje čim večje kakovosti. V takšnih trenutkih je ključna velika vztrajnost in predanost, saj se prav v težjih obdobjih pokaže prava vrednost tradicije, znanja in ljubezni do oljkarstva. Kakovost ostaja na prvem mestu, ne glede na izzive, s katerimi se oljkarji soočajo. Čim večja kvaliteta. Čim večja kvaliteta. Torej, malenkosti, ki te ločijo do popolnosti. Če nisi dovolj velik, se ne splača. Če si velik, moraš delati samo to. Prva leta ni rentabilno, so slabe letine, tako da je zelo težek posel, je pa zelo lep. Tako da unik, ki ima namen delati to resno, bo sigurno skozi čas dobil pozitivne feedbacke in bo lahko lepo živel od tega. Sigurno pa, če se tega ne loti na pravi način in ne postavi stvari temelje na kvaliteto, ampak nekako samo na prodajo, nizko cenovno, mislim, da nismo področje, ki omogoča to vrst poslovanja. Zato, ker imamo previsoke fiksne stroške in če olje se ne prodaja po primerni ceni, ni to finančno rentabilno. S hitrimi spremembami podnebja in vplivom segrevanja ozračja bo oljkarstvo v prihodnjih letih nedvomno pred velikimi izzivi. Če se bodo trenutni trendi nadaljevali, bo morda že čez desetletje potrebno resno razmisliti o prilagoditvah in novih pristopih k pridelavi oljk. Kam bo to prišlo, ne vemo. Vemo pa sigurno, da v enem desetletju ali več bo treba razmišljati za kakšne, bom rekel, spremembe ali pri gnojenju, ali pri zalivanju, namakanju, različne sorte, kakšne se ne bojo več primerne tukaj, zbirati primerne lokacije, mogoče bolj v zavetrju, če bo preveč pihalo ali če bo preveč suše. Je prehitro za reči, zdaj se par let še prilagajamo, pol pa v naslednjih 10 letih bo treba narediti sigurno eno spremembo. Zdaj recimo primer, v zadnjih par letih bi bila že primerna lokacija za sajenje oljk tudi Avstrija, ker ni več tako mrzlo. Lahko pa pride eno leto žled in vse umre. Kot nekako zdaj na jugu, ali pa bomo rekli severni del Afrike, že pomanjkljivost vode, eno, drugo, tretje, morajo oni že krepko razmišljati, kako bojo to naredili, da oljka sploh preživi.
Tako da mislim, da vsak bo mogel za svoje podnebje razmišljati v bodoče. Zdaj je še malo prehitro. Letošnja sezona pobiranja oljk je pokazala, da kakovost zahteva veliko truda, znanja in prilagajanja. Družina Lisjak svojo tradicijo, inovacijami in trajnostnim pristopom ohranja dediščino oljkarstva, hkrati pa se pripravlja na izzive, ki jih prinaša prihodnost. Njihova zgodba je dokaz, da je z vztrajnostjo mogoče premagati tudi nepredvidljive razmere. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.